Dragi naši gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Za skupno dobro, ki jo že nekaj časa nismo imeli. Danes bi se pogovarjali o splošni situaciji politični, gospodarski v svetu, kakor tudi pri nas v Sloveniji, in tudi nekje našli našo mesto kristjanov v svetu, ki sicer živimo v tem svetu in poskušamo reševati za skupno dobro zadeve, ki nam prihajajo naproti, obenem pa živimo tudi in upamo na večno Božje kraljestvo in na rešitev, ki je onkraj vsega tega časnega dogajanja. Nocoj prav lepo pozdravljam naša dva gosta, in sicer patra Janeza Srako, ki je tudi študiral politologijo med ostalim, in pa profesorja Aleša Maver, ki pa se tudi tako v prostem času ukvarja s političnimi vprašanji, in sicer predvsem naša pretekla slovenska politična, predvsem tudi predvojna politična misel. Torej prav lepo pozdravljena oba dva. Torej danes bomo se pogovarjali takole, vidva bolj kot strokovnjaka, jaz pa glas in vprašanje preprostega človeka, ki opazuje situacijo v današnjem svetu, in bomo nekoliko pokomentirali tudi stališča nas kristjanov, kaj naj delamo, kako, pravi tudi Božja beseda, naj sodelujemo v svetu. Pa če bi kar nekako postavil obema vprašanje, mi kot kristjani, ali imamo kakšno splošno rešitev za našo držo glede na svet, ali lahko rečemo, da se mi odzivamo, recimo kristjani, na čist določen način na dogajanja v svetu, kaj je tistega, kar ostane vedno, da mi kristjani reagiramo, spravi na en takšen način, prav specifično kot tisti, ki verujejo v Boga. Torej, kot kristjani imamo v cerkvi, katoliški cerkvi, zelo razvit socialni nauk katoliške cerkve, ki posega tako na področje gospodarstva kot na politično področje na več ravneh in pa v več pogledih. Prva misel, kar vsakega kristjana vodi v tem javnem delovanju, je to, da je bodisi politika, bodisi gospodarstvo in druge dejavnosti, da je vse to za kristjana priložnost, da živi ljubezen do bližnjega. In ljubezen do bližnjega, kot vemo, je največja zapoved poleg ljubezni do Boga in do bližnjega. To pomeni, da je naše delovanje pretežno zastavljeno v tem teološkem okvirju. Kaj to pomeni? Ljubezen do bližnjega pomeni, da mu pomagamo razviti celotni razpon človeške osebnosti in njegovega delovanja od rojstva do smrti, v smislu, da mu vedno odpiramo tudi možnost življenja in pa življenje po smrti v večnosti. Zato so vse oblike delovanja v svetu relativne, pa imajo določeno vrednost, nimajo absolutne vrednosti. In tu se kristjani znajdemo v nekem čudnem stanju pa okolju, ko so pa bodisi politični sistemi, bodisi gospodarski sistemi zamišljeni kot absolutna oblika delovanja človeka. Tako imamo v politiki se prelašajo absolutno oblast nad vsem človekom, nad njegovo smrtjo, nad njegovim življenjem, nad njegovo vzgojo, nad njegovo
njegovim zamišljanjem o svoji sreči, pa tudi mu določajo poglede, ki so samo v interesu političnega sistema. In v tem smislu je kristjan zmeraj razpet med tem večnostim in pa zemeljskim, ki si pa prisvaja atribute, se pravi vzdevke večnosti. In tukaj je ta borba stalno prisotna. V zadnjem stoletju se isti način razmišljanja prenaša tudi na gospodarstvo, ker moderni kapitalizem je prešel v svoji mislosti v tej smeri v prepričanje, da je obvladovanje gospodarstva ključna politična moč in da je tukaj gospodarstvo je treba tako zamisliti, da vključi celotnega človeka in mu ne pusti dihati izven take zamisli, recimo sodobnega liberalnega kapitalizma, ki je po eni strani sad liberalne miselnosti, ki je v svojem bistvu usmerjen samo na osebo samo, na moj jaz, in ta jaz poudarja tako, da ga absolutizira, vendar samo pri tistih, ki imajo oblast, ki imajo vzvode, gospodarske vzvode. In tukaj pride ta miselnost liberalna, ki deluje predvsem na gospodarskem področju, nujno v spor z krščanstvom in tudi vemo, da vir sekularizacije, to se pravi zamišljanja sveta samo in človeka samo v tem svetu, ne v transcendenci, je torej veliko vzvodov te misli ima prav izvor v gospodarske dejavnosti sodobnega ali pa polsodobnega kapitalizma. Tako da v tem smislu smo kristjani edina skupina v svetu, ki prinaša ljudem razmišljanje o tem, da so vse te dejavnosti gospodarske in politične pravzaprav v službi za dosego trajnega človekovega cilja, to je življenja onkraj smrti. In v tem smislu je naša prisotnost moteča, pa osvobajajoča. Tisti, ki razumejo, da je človek pa le ustvarjen zato tako, da hrepi po večnosti, za take ljudi je tak pristop k vsem tem dejavnostim gledano sedaj v globalnem smislu osvobajajoč. Profesor Aleš še kaj dodal? Pravzaprav v tej sintezi magistra Patra Srake ni kaj veliko dodati, mogoče bi tu edino omenil Jezusov zgled, ker tudi Jezus je pravzaprav deloval v nekem obdobju, ko je bila na obzorju kriza. Predvsem se je kazala ta kriza v tem, da tiste družbene avtoritete, ki bi morale pokazati pravo pot, recimo konkretno v takratni Palestini, so na neki način se kompromitirale in odpovedale. Ta svečeniška aristokracija, ki naj bi bila vodilna v judovskem ljudstvu, se ni znašla v svoji vlogi in ni več mogla nastopati z pozicije od vseh priznane avtoritete. In to je zdaj Jezus pokazal zgled, ki mislim, da mora biti veljaven za kristjana še danes. Gre za to, da Jezus zavzame do sveta neko in do človeških danosti v njem neko distanco, ki pa ni vzvišena distanca, češ to me nič ne briga, to nima z mano nič opraviti, ampak ravno nasprotno, on stopa v stik z vsem človeškim. On se pogovarja s cestninarji, z grešnicami, ampak tudi s pripadniki družbene elite, recimo Simonom Gobavcem. Toda nič,
kar je človeškega, ga hkrati ne očara do te mere, da bi temu, tako kot je povedal pater Sraka, pripisoval absolutni pomen. Od vsega je pravzaprav svoboden. Z vsem stopa v stik, nič pa ga ne očara, da bi rekel, to je pa zdaj že absolutno. In tu se je gotovo za kristjane vedno znova odpirala nevarnost, da bi jih posamezni konkretni zgodovinski pojavi človeškega do te mere očarali, da bi jim pripisovali absolutni pomen. Ta skušnjava je vedno navzoča, ampak mislim, da je tu pač Jezusov zgled iz podobnega zgodovinskega konteksta, recimo, kot je naš, še vedno najboljša orientacija. Se pravi, stopati s svetom v dialog, iskati mostove do njega, ampak ničemur, kar je tukaj pa ne pripisovati že odrešilnega pomena. Seveda, kristjani v zgodovini in danes na tej točki radi padamo, pozabljamo na eno ali drugo omejitev. Vemo, da so v zgodovini bile številne stranpoti, na eni strani v popolnem zavračanju človeškega in tega, kar je na svetu, na drugi strani v tem, da je to, kar je samo človeško, kristjane popolnoma prevzelo in jim pravzaprav zaprlo pogled na tisto, kar je več kot samo na svetu. Mislim, da sta zelo zanimivo in celovito prikazala našo pozicijo. Torej, pater Janez je nekako si povedal, da je naše delo v bistvu kot kristjani v javnosti je delo za bližnjega, ljubezen do bližnjega in z Bogom vsem nekako pomagati, da so potem tudi deležni celovitega blagoslova celo za večnost in politiko navsezadnje kot neko službo ljudem po zgledu Jezusa, ki pa ni absolutiziral ničesar na tem svetu, se pravi nobene stranke, nobenega gibanja, nobene elite ali se jim pridružil na račun evangelija. Torej nam kristjanom ostaja evangelij vedno kot tisto glavno merilo in luč v teminah tudi in zmedah tega sveta, da se vedno vprašamo, kaj bi recimo Jezus storil, oziroma kaj govori Božja beseda, o čem nas Bog govori. Res pa je tudi to, da je cerkev takšna organizacija, 2000-letna, častitljiva, ki je preživela že mnoge sisteme in države in je tudi razvila svoj cerkveni nauk, socialni nauk in je tam pravzaprav v tej smeri cerkve je naše mesto in naše delovanje. Hvala lepa vama za ta zanimiv, osvetljen pogled naše poti kot kristjane. Kako pa kristjani torej izvršujejo to nalogo v svetu, recimo imamo v svetu kakšne, v Evropi ali pa drugod po svetu, imamo kakšne krščanske stranke, recimo, kakorkoli je to, tiste, katere so mogoče najmočnejše smeri, kje se kristjani bolj več ali manj najdejo. Ne? Vemo, da lahko nekateri rečejo, Jezus je bil prvi komunist, ker je živel v tisti komuni, vsem delil, ali pa da mogoče tisti, ki bi morali tako živeti, pa potem niso. Torej, imamo zdaj kakšne smeri v Evropi in v svetu, kjer nekako kristjani mogoče malo bolj najdejo svoje mesto, ali pa niti ne vem, verjetno vsakega prepričajo vrednote, ki so tudi krščanske po različnih strankah. Ne.
Ja, tu je zdaj treba videti tole, dve stvari. Ena stvar je ta, povemo, načelno teološko-filozofska, se pravi, kako naj vsaka država skrbi za svoje državljane, da dosežejo najvišji možni razvoj in srečo na tem svetu in z neko notranjo svobodo stopajo potem tudi v trenutku smrti v večnost. To je en vidik, ki ostane veljaven zavedno. Drugo je potem pa, kako se politični sistemi v raznih zgodovinskih obdobjih potem nekako uveljavijo in si narodi postavijo svoje oblastnike. Jezus je rekel, da apostolom, da vladarji gospodujejo nad narodi in da njimi gospodujejo, se pravi, da je računal, bil pozoril na to, da se bodo srečali z različnimi oblikami oblasti. In danes smo v času, ko je v večini držav vlada ljudstvo, se pravi demokracija, demos, ljudstvo, in so prejšnje oblike oblasti, bodisi kraljevine, monarhije, bodisi cesarstva, potem absolutični vladarji, potem recimo v Angliji ste imeli dolgo časa oblast elit, so bili lordi, pa potem kakšne druge skupine, ki so imele volilno pravico, in ti so potem oblikovali oblast. Pri nas imamo demokracijo, ki je zasnovana tako, da glas ljudstva in volja ljudstva se nekako pokaže v delovanju posameznih strank, v katere se posamezniki vključujejo, in ti potem na volitvah dobijo svoje poslance, pač na osnovi števila glasov v parlament, pri nas državni zbor, kjer potem naj te vrednote, za katere se njemu prizadevajo, potem tudi zastopijo in jih uveljavljajo v obliki sprejemanja zakonov, ki bodo bolj ali manj vsebovali te vsebinske zamisli o tem, kakšno kakovost naj bi imelo življenje vsakega državljana. V tem smislu je delovanje v strankah katoličanov ne samo zaželeno, ampak tudi nujno. Ker če nisi v parlamentu, da moreš vnesti v ustroj države svojih vrednot. In zdaj reči, da je dovolj samo presojati politiko in pa oddaleč gledati, to je možno v demokraciji, ni pa učinkovito. In takrat pač tisti, ki tako mislijo, prepustijo drugim, da tudi za njih odločajo po svojih merilih. In v tem smislu tisti, ki se ne vključuje v politiko, da svojo usodo v roke drugim in s tem lahko tudi sebi škodi. In v tem smislu je ta neopredeljenost politiki v bistvu neodgovorna. In to cerkev jasno poudarja. Drugo pa je sedaj, kako stranke potem vključijo socialni nauk cerkve v svoje programe in kako vidijo, da v nekem političnem okolju, recimo kot je slovensko, se lahko tiste globinske težnje krščanskega ljudstva najbolje uveljavijo tudi preko delovanja te stranke. To je zdaj pa modrost politika, da to globinsko željo ljudstva pa kristjanov prepozna in zamisli načine, kako lahko se to tudi uveljavi kot del sistema, naše družbenega sistema, ki je zakonsko urejen. In v tem smislu vsi papeži, od Leona XIII., ki je prvi napisal
tako odmevno okrožnico redovno varom, pa do danes pravijo, učijo, ne, da smo kristjani dolžni vstopati v politiko. Da to ni čisto torej prepuščeno neki taki površinski presoji. Ker tudi zato, ker kardinal Martini je rekel, milanski nadškof, da je politika ena od najbolj sodobnih oblik ljubezni do bližnjega. Ker politika zasnuje kakovost šolstva, zasnuje kakovost zdravstva, zasnuje kakovost finančnega obtoka, zasnuje recimo pokojninsko reformo, določa davke, potem določa v katero smer bo vlagala milijone evrov za raziskave. Ali bo te raziskave etično utemeljene ali ne bodo. Ne? Ali bodo take, da bodo dale moč skupinicam, da potem zavladajo nad večino. Se pravi, da so to vse stvari, ki so prisotne. Ko jaz grem volim vse to. Ne? Se pravi, to ni ena stvar, ki je odmišljena. Ne? In to so stvari, ki so zelo resne. In v tem smislu socialni nauk cerkve izrecno govori o politični odgovornosti. In tudi prizna, ne, papež, recimo Jan Pavel II. v svoji okrožnici ob stoletnici prizna, da je socialni nauk cerkve nekje v okviru teoloških disciplin na ravni moralne teologije, v okviru političnih sistemov pa je med kolektivizmom, pa je torej državnim kapitalizmom in pa kapitalizmom, to je kapitalizmom, kjer posamezniki imajo ogromno kapitala in vodijo celotne državne strukture. In da je to tretja pot, da kristjani poskušamo vse te skrajnosti nekako ublažiti in te oblastnike, ki se navdihujejo bolj si v totalitarizmu, bolj si v povejmo, grobem kapitalizmu, da jih umeščajo in da uveljavljajo tudi oni. Mislim, da imamo en klic, imamo tudi omejeno časovno to našo oddajo, tako da počasi mogli ta uvodni del končati, imamo pa en klic. Lahko slišimo ta klic? Halo, lepo pozdravljeni. Ja, večer, se slišimo? Ja, se slišimo, upam, da nas vi slišite. Ja, jaz vas lepo slišim, oziroma prek televizije vas slišim. No, no prosim. Ja, vsem skupaj en lep pozdrav. Hvala. Jaz sem imel pa eno vprašanje, pravzaprav za patra Janeza Srako, ki je zdaj en krasen uvod naredil, glede izhodišča nagovora papežev, to se pravi, naj se kristjani udeležujemo v politiki. Zares me nekaj, na nek način bega, kar se je zgodilo leta 1994, če se spomnimo, kar danes vidimo vse te posledice. Na referendumu smo izbrali večinski volilni sistem, potem je pa ključni delež, takratna skupna stranka SLS plus SKD, prispevala k temu, da se je pač skozi ustavni zakon v volilnem sistemu pravzaprav porušila volja mnenja ljudi, ki je bilo izglasovano na referendumu. In zdaj se pa vprašam, kako je mogoče, da še po teh letih vsi stran gledamo in dejansko tega dejanja v temelju ne obsodimo. Vsa taka, bi rekel, dobronamerna razmišljanja, tukaj jih imate danes večer, so popolnoma brezpredmetna. Ker vse, mi gremo kar čez, pozabljamo, kaj se je dogajalo v naši, bi rekel, tej bližnji zgodovini slovenski in zdaj danes imamo pa rezultate tukaj. Torej, hvala za vprašanje. Rezultat referenduma po naši zakonodaji mora uveljaviti takratna vlada oziroma vlada, ki vodi vladne posle. In to je potem torej
odločitev vlade, ali to voljo uveljavlja ali ne. Zdaj, zakaj takratna vlada tega ni uveljavila, to bi morali takrat vprašati takratne oblastnike, tako da imate prav. Da to je, če se ne upošteva volje ljudstva. Če smem samo to vam reči, se ravno za to gre, ravno krščanski del parlamentarcev je zraven ključno prispeval k tej zmedi, ki jo imamo danes, kar zadeva volilnega sistema v Sloveniji. Mogoče bi gospod Aleš imel kakšen misel? Dobro, mislim, da sta tu dve različni stvari. Za takratno ravnanje poslancev SLS plus SKD Slovenske ljudske stranke. Po drugi strani pa bi vseeno opozoril, da uvedba večinskega sistema v Sloveniji ne bi rešila težav. Jaz sem sicer osebno velik zagovornik večinskega sistema, ampak se mi vse bolj dozdeva, da za slovenske razmere pa njegovi rezultati ne bi bili dobri. Vsaj dva argumenta sta za to. Prvi je ta, da se je slovensko volilno telo tudi regionalno zelo razdelilo. Imamo na eni strani vzhod, ki vleče bolj na desno, in na drugi strani zahod, ki vleče bolj na levo, kar bi potem tudi v večinskem sistemu vodilo do pata. Po drugi strani pa se mi zdi, da so vse dosedanje volitve v Republiki Sloveniji pokazale, da je volilno telo nagnjeno v levo, kar bi pa pri večinskem sistemu v bistvu pomenilo, da ima levica praktično, da je abonirana na večino, in to ne na majhno večino, ampak velikokrat na dvotretjinsko večino. Recimo, jaz sem osebno prepričan, da bi ob uveljavitvi dvokrožnega večinskega sistema leta 2011 Pozitivna Slovenija z zavezniki dobila dvotretjinsko večino, verjetno pa tudi že leta 2008 levica zelo obilno večino. Doktor Maver, samo to bi pa še vsem rekel, jaz sem obratnega mnenja. Namreč večinski volilni sistem v slovenskem narodu še ni preizkušen. Nedvomno bi pa spodbujal ljudi k udeležbi na volitvah. V to sem absolutno prepričan. No, to je vaše mnenje, do katerega, ki je tudi seveda možno, ampak glede na volilne rezultate v leta 1992 do danes je moje predvidevanje, da bi mogoče eventualno desnosredinske stranke lahko dobile po večinskem sistemu volitve leta 2004 in nobenih drugih. V redu, hvala lepa vam za to mnenje, verjetno... Ja, lepo pozdravljam. Ja, hvala lepa vam za klic. Verjetno bi res bilo tu tudi na mesto to vprašanje, Zdaj naša državni sistemi, verjetno, če bi bili vsi pravični in bi se držali pravil igre in ne bi imeli recimo znotraj strank kakšne, bi rekel, peto kolono, in včasih in potem tudi ljudi, ki ne igrajo ravno, bi rekel, neke vrste pravično igro politiki, potem bi stvari več ali manj kar dobro delovale. Dejansko je pa potem tudi naši politiki, se mi zdi, ali pa na splošno politiki v svetu se iz, bi rekel, političnih nasprotnikov dela sovražnike. Tako da moraš zdaj popolnoma uničiti tiste druge in je dovoljeno tudi na nek način v morali nekaterih tudi krivični prijemi. Se pravi, blatenje, mogoče izrabljanje medijev v svoje namene, potem, ne vem, pošiljanje raznih ljudi, ki potem minirajo stranko in tako naprej. In potem verjetno pride do ene takih odločitev, kot smo slišali od spoštovanega našega gledalca. In potem seveda lahko nekateri kristjani so razočarani na tem, kako so te krščanske stranke pri nas delovale. Mogoče bi zdaj, čisto na kratko, počasi predno pridemo na naše slovenske razmere še, kako je zdaj situacija, bi rekel, ampak na kratko, ker imamo še enih 7-8 minut še tega dela časa, kako je politična situacija, zdaj pa gospodarska v Evropi. Kaj se zdaj v tem trenutku dogaja?
Pravi, imamo vse države zadolžene, Grčija je prosila za pomoč, če kdo drugi ima kako vodstvo v Evropi, vodstvo iz Evrope ali nihče drug. Mislim, da trojka je prišla z Evrope v Grčijo, ne? Nobena druga država ni direktno iz Bruslja vodena, ali je? Ne. Ne. Torej, v Evropi treba ločiti evroobmočje in celotno Evropsko unijo. Evroobmočje je uspelo, da se je evro uveljavil, je postal svetovna valuta, kljub odporu drugih velikih valut kot dolarja in juana. V zadnjem času nekako dolar se tudi krepi, pa mislim, da tudi evro, ne? Tudi neki gospodarski znaki so, da se stvari... Ja, to zato, ker so uredili dvigujejo, ali je to samo torej, navidezno? Stroške, državne stroške in uredili finance v tem smislu, da je preglednost večja in da se vlaga smotrno in da se tudi troši bolj smotrno. No in tukaj je tudi ta politika znotraj evroobmočja je tudi pripeljala do tega, da je slovenska vlada prejšnja pravzaprav bila poslana pred dejstvo, da mora absolutno zmanjšati proračunsko porabo, ker je bilo nevzdržno za evroobmočje, da se slovenska vlada 20% svojega budžeta zadolži na leto, da vzdržuje javni sektor. In to ni gospodarstva, ki bi to lahko odplačalo. In to kljub temu, da Slovenija ima recimo polovico proračuna, kot ga ima mesto Rim. Polovico? Ja. Ker je pa država in je prisotna v vseh strukturnih odločitvah za celo evroobmočje, je to bistvenega pomena za to, da se ta proračun uredi. In takrat so gospodu Pahorju na tiho rekli, prosim, nehajte s tem, vam bomo znižali obresti, znižali rating in boste sploh težko dobili posojila. In ni naključje, da je sedanja vlada Janševa prodala državne obveznice v dolarskem območju. To je bila pametna poteza. Dobra poteza. Ni mogla v evropskem ni mogla. To pomeni, da je zavest o tem, da je slovenska finančna uprava, državna uprava predraga oziroma potratna, neutemeljena, da so države evroobmočja opozorile, tako pa ne bo šlo dalje. Ne? V tem smislu je Evropa odreagirala dobro in to so potem tudi drugi finančni trgi prepoznali kot finančno stabilno območje in s tem tudi vrednost evra je dobil večjo avtoriteto in večjo vrednost in to je potem sedaj v bistvu začetek te prave gospodarske obnove. Torej zdaj nekaj pravijo, da se je gospodarstvo začelo dvigovati, slišal sem neke pozitivne napovedi glede različnih delnic in teh papirjev vrednostnih v raznih podjetjih, ki bi naj zdaj v tem letu evropski se dvigovali in tudi ameriški. Torej, gospod Aleš, kako je zdaj s to finančno politiko? Namreč vse države se pa zadržujejo. Da imamo bankirje na eni strani, države na drugi strani, ki si od bankirjev svetovnih sposojajo denar in so zdaj vse države so odvisne od nekih posojil, s katerih se ne morejo reševati. Kakšna je ne morejo rešiti, kakšna to situacija, v kateri je tudi Slovenija? Ja, to je dejansko, seveda ni Slovenija nobena izjema, tako kot ste vi že to dobro povedali. Zdaj, ena težava tega okrevanja je, da bo v večini držav zelo dolgotrajno. Druga stvar je, da bo redko kje verjetno omogočalo vrnitev na standard pred krizo. Tretja stvar je pa ta, da je večina vlad, ki je, tako kot tudi slovenska, ugotovila, da enostavno zadeva
po starih tirnicah ne gre več, bila zelo nespretna v pojasnjevanju varčevalnih ukrepov javnosti. In obenem tudi nespretna, ko je to nujno varčevanje razporejala. Zato je v veliki večini držav pravzaprav nastal vtis, da se varčuje pri najšibkejših. In to je tudi eden od problemov, ki ga sam vidim na slovenskem primeru. Se pravi, da pravzaprav ni bilo nekega javnega dialoga o spremembi paradigme. Bilo je pač nekje pričakovano, da se bo tako zadolževanje v isti meri lahko nadaljevalo. Potem je ta vlada naredila zasuk, ampak v bistvu je ta zasuk prikazala kot nekaj samoumevnega. Seveda ni edino naša vlada naredila te napake, tudi številne druge evropske vlade, ampak o tem se ni veliko diskutiralo in predvsem mislim, da je v tem letu manjkalo nekaj potrebnega sočutja s tistimi, ki jih je pa varčevanje prizadelo. Ker seveda, ko udarijo državni ukrepi po žepu posameznika, potem se njegov odnos do tega bistveno spremeni. Tako smo pač narejeni. In na izpitu dialoga z javnostjo so številne evropske države padle. Lahko rečemo, da imamo demonstracije po vsej Evropi. Ja. Če mi pogledamo, zdaj se je v Evropi zgodila ulica in imamo demonstracije na Portugalskem, imamo jih močne v Španiji in močne so seveda v Grčiji. Pred kratkim so Grki šli na ulice, zato ker bi naj ravno javnemu sektorju še dodatno 25% znižali, bi rekel, te dobesedno dohodke, ki jih imajo. In so šli na ulice. Se pravi, zdaj vsa Evropa, razen Nemčije, potem verjetno pač Avstrije, še mogoče drugih nekaj bivših socialističnih dežel še, tam je zaenkrat ni nekih takih večjih demonstracij, ampak svet je Evropa je na ulici. Tako da so verjetno, razumemo ljudi, da če ti nekdo vzame, ga ne boš ravno pohvalil. Če nekdo dobi 100-200 evrov manj, če težko živi, če ne more več živeti, potem je ta gnev ljudi je zdaj pravzaprav vse posod po Evropi. Zdaj nekateri pametni pa potem ta gnev ljudi usmerijo na svoj mlin, proti drugim, ali pa proti vladam tudi. Se to še nekaj reči. Meni se zdi, da ravno dva vidika sta, ki pač spodbujata te demonstracije. Recimo, če skušamo najti neke prvič skupne točke, drugič pa neke točke, zaradi katerih so te demonstracije razumljive. Prvo je to, da okrevanja pravzaprav na vidiku ni, se pravi, ni jasno zdaj, ali bo potem res 2014 boljša. In tudi pravzaprav vlade pogosto so bile nespretne pri opredeljevanju teh končnih ciljev, ki jih sicer same verjetno zasledujejo. In drugič je pa to, da enostavno ni bilo varčevanje kot neka dogma politična sprejeto z nekim javnim dialogom. No, to navdušenje ne bi bilo nikoli, ampak recimo, če bi se o tem več pogovarjali, res pa je, da je težko se z ljudmi pogovarjati o tem, kaj jim bo varčevanje. Ampak Nemčija pa je menda šla po teh. Ja, s tem, da Nemčija je pa v bistvu zdaj žanje sadove ukrepov, ki so pravzaprav stari že praktično desetletje, in jih je začela z agendo 2010 že vlada Gerharda Schröderja, ki pa je ravno zaradi tega tudi doživljala hud padec priljubljenosti in je v bistvu samo na podlagi osebne Schröderjeve priljubljenosti potem se rešila v veliko koalicijo 2005, socialdemokratska stranka. No, to je tudi reči to, da od države do države je različno razumevanje prebivalstva teh problemov. Recimo, Grki so se navadili na luksuzno življenje, ker je država
vlade, so desetletje, 2 desetletje skoraj, črpale iz evropskih sredstev za 100.000 mrtvih penzije. To pomeni, in to 1000 evrov na mesec, to pomeni 100 milijonov evrov je prišlo v Grčijo na račun mrtvih. In to je v Grčiji drževalo sjajni standard. In oni niso se odvarjali delati. Sedaj, ko so to vse skupaj preračunali, so rekli, to boste pa vrnili, veš, da bo izskočili. In najbolj pa tisti, ki so pač tudi tako brezdesno razmišljajo do usode, do skupnega dobra. In tukaj je tudi ta socialni čut, da skupno dobro je zmeraj tudi po eni strani katalizator družbenega napetosti, po drugi strani pa me sili, da pametno razmišljam o tem, kaj je dobro za vse. Da niso to neka krilatica. In zaradi tega, recimo v Grčiji je malo manj tega, potem še priti na naše slovenske področje. Počasi nam časa zmanjkuje. Dobro, zdaj Evropa pač kak bo, mi nismo nek osamljen otok v Sloveniji, in pred nas se je zgodila ulica, zdaj že kar, mislim, da se kar še temperatura kar dviguje, žal. Mi kristjani smo rekli, delamo za skupno dobro, želimo miriti, ampak tudi neka resnica, neki argumenti, neke pravice se morajo ohraniti in tudi spoštovanje drugače mislečih. Mislim, da je tudi premier, torej predsednik Pahor zdaj o tem govoril in da naj se, bi rekel, ohrani nek spoštljiv govor in tudi nasilje ne v izrazu, ne v besedah. Torej, zdaj, kakšna je zdaj situacija pri nas? Kaj mislite, kako se bo zdaj ta težka situacija razvijala? Recimo, če začnem najbolj z neprijetnim nekako dogodkom, zdaj, da se je prišlo do nekega fizičnega obračunavanja, nekateri želijo to malo napihniti pri Zboru za republiko v Mariboru in pa da se napoveduje zdaj srečanje za naš kulturni državni praznik, 8. februar, na istem mestu praktično srečanje podpornikov Zbora za republiko in pa vse slovensko ljudska vstaja, kar lahko pride do kar nekih konfliktov. Torej, kaj reči na to? No, glede ljudske vstaje, kako se je izražala, jaz recimo kot tako bolj ali manj miren opazovalec pa na osnovi nekega znanja v politiki pogrešam v tej ljudski vstaji vsebino. To je samo izražanje negativnih čustev. In za demokracijo je to smrt. Demokracija je zmeraj sistem, da na osnovi različnih mnenj, tudi lahko včasih primitivnih, se sproži razmislek o tem, kaj je boljše. Dokler pa tega ni, pa je samo negativno čustvo in hujške k nekemu, to ni demokratični postopek. In ne more roditi dobrega sledu. In recimo zadnjič v Mariboru, to je bila provokacija tistih, ki so bili proti temu sodu. In to dejstvo, da pride notri v dvorano in tam protestira, še potem, ko je bil upozorjen, da je to demokratični sod, se pa ima vsakovič govoriti, naprej protestira torej samovoljno in brez vsake vsebine, samo pribuja negativno ozračje. To ni demokratični postopek. Imamo en klic, pa dovolimo našemu gledalcu, da se kulturno vključi. Lepo pozdravljeni. Dober večer. Dober večer. Pater Zoran, Ja, omenili ste gospoda Pahora. Ja. Ampak jaz bi postavila eno vprašanje, če bi bil gospod Pahor tam,
upokojenci, ko imamo tako male pokojnine, 450 evrov ali pa še eni imajo še manj in kome preživimo, če nam še vstran zamejo, kak potem, on se sploh sprašuje, kako bi potem bomo mi živeli sploh. Prav imate, ja. Poglejte, ena mamica samohranilka ima 500 evrov plače, pa ima otroka šolo obveznega. Kako ona lahko živi s totim denarjem, pa če še jih kaj stran vzamejo? Kaj se to gospod Pahor vpraša ali pa kdo iz politike? Hvala lepa, lahko noč. Najlepša hvala za vaš klic, draga gospa. Vemo, da je to nemogoče preživeti in sigurno podpiramo, da tistim, ki imate res najmanj, pa res je potrebno dodati tudi denarja, da lahko preživijo. To takšni primeri in mislim, da tu sploh ni nobenega vprašanja. Mogoče boste še vidva kaj komentirala, ali nadaljujemo z tistim. To so res nemogoče razmere zdaj, lahko rečemo. Ljudje so zelo ubogi in tudi upravičeno, lahko rečemo, jezni. Upravičeno jezni. Sigurno, ne. Sej, jaz imam tudi 415 evrov penzije. 415 evrov. Načkov, Kramberger ima 427, je pisalo v Večeru, tako da smo tu nekje približno Delite duhovniki, delimo usodo z najbolj ubogimi. Ja, v tem primeru žal. V tem primeru, ja. No, hoče reči to, da vprašanje razdelitve premoženja pa ustvarjenega dohodka, to je ključna naloga vlade, ne, in pa državnih ustanov. Zdaj pri nas so te stvari tako narejene na pol, ne, ker smo dali prednost privatizaciji in stopitemu bogatenju posameznikov, ne. In zdaj nam manjka tisti denar, ki ni bil vložen v slovensko gospodarstvo, ampak je odtekel v tujino. In tam proizvaja plus vrednost. Naši lastniki tega denarja pa dobijo samo obresti. Ampak obtok gospodarski je pa v tujini. Če bi mi imeli recimo v Sloveniji 2 milijardi več denarja, bi 10 000 naših podjetij zaživelo. In to pomeni toliko 10 000 delovnih mest, dobrih plač, več dohodka v državno blagajno, možnost višjih penzij, ne? Možnost višjih plač za celotno uravnilovko. Ker pa je dober delež kapitala zunaj, je to nemogoče doseči, ker doma ni denarja, ne? In denar je tisto sredstvo, ki sproži dejavnost in človeško dejavnost in usluge in kar hočete, ustvarjanje dobrin in ustvarjanje tudi izvoznih artiklov. Se pravi, v tem trenutku denarja ni, ne? In zdaj je potrebno tisto, kar je dolžno pravično porazdeliti, seveda pri tem pa tako kot je naša gledalka poklicala, tiste najšibkejše bo potrebno z nekimi posebnimi, bi rekel, zaščititi, ne, s posebnimi ukrepi zaščititi, ne. Se pravi, zdaj kako je Aleš zdaj za to situacijo, ki se je kar malo zakuhala, ker denarja ni, nekateri si delijo še do pred kratkim 1 milijon evrov odpravnine za zapravljeno delovanje v banki, ne, in podobne zadeve. Nekateri pa ne morejo preživeti iz dneva v dan, ne morejo svojemu otroku recimo dati hrane. Torej, tu se dejansko ljudje sprašujemo, ali je to sploh mogoče, ne, v tej državi. In zdaj proizvodnja podjetja propadajo, ne, morali bi pa tisti, ki delajo, enega še vzdrževati, recimo iz javne uprave in pa iz tudi državne službe. Javne službe in tako naprej. Torej, situacija je težka. Torej,
Kje je rešitev? Ja, gotovo, vi ste pravilno omenili seveda jezo, ki je nakopičena v ljudeh, in z tega vidika je del teh protestov tudi razumljiv. Ampak meni se zdi vendarle, da v tem trenutku, tudi glede na to, kar smo pač prejšnji teden doživeli v Mariboru, se mi zdi, da je naloga nas, kristjanov, predvsem, da naredimo vse, da ne prilivamo olja na ogenj. Torej, da delamo, tako kot nam tudi Jezus naroča, za mir. Se pravi, da bi bilo dobro, da vsi dejavniki, vsak pri sebi, posebej pa seveda kristjani, razmislimo, kaj lahko naredimo za umiritev položaja. Ker žal se je seveda v zgodovini pokazalo, da Slovenci in Slovenke nosimo v sebi ta potencial, da v nekih posebnih okoliščinah, pa seveda te okoliščine še zdaleč niso tako zapletene, kot so bile pred 70 leti, znamo tudi znoreti in se znamo med sabo tudi zgristi. Tako da prva naloga kristjana ali pa tudi vsakega človeka v tem trenutku je, da se izogiba dejanjem, ki bi lahko zadevo zaostrila. In v tem se skriva tudi del mojega odgovora glede tistih 2 shodov 8. februarja. Po drugi strani je pa seveda slovenska družba se sooča z neko težavo, ki jo tudi v okviru nekdanjih socialističnih držav pravzaprav dela za izjemo. Namreč pri nas je vseeno splošno občutje ali pa pogled na stvarnost precej še vedno nagnjen v smeri tistih dejavnikov, ki so pač v državljanskem spopadu med 41 in 45 zmagali in so imeli potem 50 let popolni, zadnjih 20 let delni monopol nad številnimi vidiki našega družbenega življenja. In zdaj je problem, kako uskladiti nujno prizadevanje za mir, ki se lahko uresniči tudi tako, da recimo tisti, ki se z to prevladujočim pogledom na stvarnost ne strinjamo, da se pač popolnoma umaknemo in bo tudi na ta način nastal nek mir, ker bo vse še naprej po starem in obenem bo tudi po starem na gospodarskem področju, ker mi smo se pač po letu 90 odločili za tako imenovani mehki, tudi gospodarski prehod. Prevladala je tako imenovana ideja nacionalnega interesa, ki pa je dejansko pomenil, tako kot je že pater Sraka zelo dobro analiziral, da je v imenu tega nacionalnega interesa razmeroma ozka skupina ljudi pod zastavo, da rešujejo naše gospodarstvo za nas Slovence, si velik del tega gospodarskega življenja enostavno prisvojila. In potem tega seveda ni porabila za skupno dobro, ampak za zasebno bogatenje in danes enostavno ni več niti drobtinic, ki bi jih lahko te ozke skupine delile med ljudi. Seveda pa so ljudje danes jezni na aktualne nosilce oblasti in ne razmišljajo, kaj je bilo pred 20 leti, pred 15 leti, ko so relativno bolje, recimo pa pred 10-15 bolj leti, ko so relativno dobro živeli in se spominjajo tega obdobja kot zlatih časov in pač jasno odgovornost pripisujejo samo današnji
današnjim nosilcem oblasti. Tako da v bistvu smo v zelo zahtevni situaciji, ker po eni strani vemo, da je naša naloga predvsem prispevati k umiritvi strasti, po drugi strani pa vemo, da v družbi obstaja globoko neravnovesje, ki bi ga bilo potrebno izravnati. To pa je možno dejansko samo na dva načina. Ali da se tisti, ki so nosilci realne moči, tudi gospodarske moči, odpovejo delu svojega monopola, za kar zadnjih 20 let ni bilo nobene potrebe in nobenega pravega zunanjega pritiska, ali pa da pač pride do tega pritiska z nasprotne strani, kar pa lahko vodi potem tudi v eskalacijo. In jaz se bojim, da velik del te eskalacije, ki se zdaj dogaja, izvira prav iz strahu, da bi se to neravnovesje poskušalo izravnati. Recimo v takšni situaciji nekdo lahko izkoristi medije in se potem pokaže na nekega krivca. On je zdaj vse kriv, da smo v tej situaciji. In tako v bistvu opereš samega sebe in s pomočjo medijev in celotne druge moči, ki jo še imaš v državi, lahko pač nekoga uničiš dobesedno, ne, in ga daš tam kot grešnega kozla. Ne. Vemo pa pravzaprav, kdo je vladal zdaj vsa ta leta, tudi kdo je bil na vladi in kako se je to vse skupaj v bistvu razvijalo. In recimo zadnjič je bil zanimivo ta gospod Kavčič, mislim, ne, tale v bistvu vodja gospodarstva v stari Jugoslaviji, v komunistični Jugoslaviji, mislim, da je Stane Kavčič, nekaj je že tale bil, ko je govoril, kako je UDBA v bistvu imela Ljubljansko banko ustanovila, ne, in potem ustanovila vsa ta razna podjetja, s katerimi se je potem tudi financirala, ne, in financirala svoje dejavnosti, v bistvu tudi protizakonito so se ukvarjali z raznimi posli mednarodnimi in tudi državno, bi rekel, jugoslovansko protizakonito, in vsa ta podjetja in tudi banke, ki so jih ustanovili, so bili v bistvu takrat njihove. In oni so s tem denarjem razpolagali, kakor so hoteli. Vemo pa, da pri nas verjetno ta stara ekipa, ki je vsa ta podjetja naredila, ki so jih ustanovili, z njimi gospodarili se, so še vedno potem ta podjetja imeli za svoja. Ne? In zdaj ravno imamo za to novo Ljubljansko banko, dokapitalizacije in podobne zadeve, kjer so recimo banke, samo te državne banke so problematične. Ne? Druge banke v Sloveniji, ki so od zunaj, mislim, da dobro funkcionirajo. Ne? Zdaj, hočem reči na to, da ni bilo tu nekega očiščanja in verjetno, če me nihče ni prisilo, recimo takrat, da bi odstopil ali kakorkoli, so se vse te vezi in moči ohranile pri nas državi. Ne? Jaz tukaj dodal še moče to, glede prav gotovo umiriti stanje in ga dejavnost usmeriti v smer, ki prinaša rešitev. Ne? In ena rešitev je že ta reforma slaba banka in pa holding. Ker slaba banka pomeni, da bo država pregledala vsa posojila bank v večinski državni lasti, kako so ta posojila dajala, komu, s kakšnimi garancijami, koliko je kdo vrnil, koliko ni vrnil in koliko mora vrniti. In to je denar, ki potem pride svež v slovensko gospodarstvo. To je en vir in če je te posojil za 3 milijarde, kot pravijo, 4 milijarde, je to ogromna vsota. Ne? In to je tudi spor glede vlade. Ker del parlamenta, del strank noče za to zgodi. Noče, da država poseže v ta finančni nered in zaradi tega je sprožena vladna kriza. Verjetno je bistvo tudi, da banke sploh lahko zadihajo. Ne? Se pravi, da se res pride do tega očišča, ne toliko kdo je kriv, pa kaj ne, tisto je mogoče bo potem vidno. Ampak dejansko, da sploh banke začnejo funkcionirati, da niso obremenjene. Eno in drugo. Recimo,
podatek je bil zadnjič rečen, ne, tuje banke pri nas imajo slabih 9% slabih posojil. Slovenske banke, večinski državni lastniki imajo pa nad 20%. To pomeni, da je torej, državni aparat bil koruptiven. Zdaj tale zakon o novi, oziroma o slabi banki, ravno to hoče popraviti. In zaradi to je zdaj spor. In prej je državno imetje prodajalo 5 agencij in noben bi imel pogledati nad nobeno. Zdaj bo to en urad in bo vlada imela pregled. Ja. Razni posamezniki, ki pa so se tukaj okoriščali, bomo kar direktni, pa so proti. Ja. Ampak Evropa, lahko rečemo, je pa kar, recimo Bruselj in njihovi načrti, in so pa pohvalili te naše ukrepe, pravzaprav, ne? Te reforme, ne? Ker zdaj prvič vidimo, da so stvari začele. To je zdaj konc tistega divjega financiranja, ki ga je Jugoslavija podpirala zaradi, torej, kot so oni rekli, diverzantskih oblik rušenja Zahoda, ne, to je bilo legalno, vsi vedeli, kaj se dela. Zdaj pa, ko smo mi pa v evroobmočju in smo članica Evropske skupnosti, pa ta moteč dejavnik ni več dopusten. Ne. Ker tudi, če te boli mezinec, celo telo je bolno. Ne. In v tem smislu je to za Slovenijo, za tiste, ki želijo res pravi finančni red, je to veliki plus, ker Evropa tudi to zahteva. Evropa zdaj nekaj dela, kaj hočejo skoncentrirati neke vrste finančno oblast med državami, med bankami. Kaj pravzaprav nek ukrep Evrope je zdaj v teku, da bi naj... Ukrepov je več. Prvič bo večji pretok informacij, koliko imajo državljani, recimo Slovenije, v vseh drugih državah evroobmočja svojih pologov bančnih, ne, koliko imajo denarja tam. To do zdaj slovenska vlada ni vedela. Sedaj bo pa tam notranja informacija stekla. To je ena reforma. Druga reforma je, da bo Evropska skupnost zahtevala od Švice, da bo vsaki vladi morala povedati, koliko državljanov dotične države ima tam svoje naložbe. Se pravi, da naložbe v Švici več ne bodo absolutna tajnost. Kontrola bank bo, ne, zdaj med ostalim. Švicarske banke morajo obvestiti, če bo vlada želela, koliko slovenskih državljanov ima naložen denar, koliko in v kateri banki. Vlada ve. To se pripravlja. Recimo, s 1. januarjem je italijanska vlada dosegla preglednost italijanskega kapitala v švicarskih bankah. To je bil tajen dogovor. So rekli, če to ne date, bomo sprožili alarm. Ne? Tako je tudi ameriška vlada dosegla, da je ena švicarskih bank morala povedati, dati točne podatke o vlogah ameriških državljanov v tej banki. In so plačali kazen $800 milijonov. Ne? Tu se spreminjajo. Ti trgi pa bančne oaze, to je sedaj na udaru. Ne? In v tem smislu je tukaj ta monetarna povezava večja, ne, da ni več te tajnosti, koliko ima kdo kje denarja. Mislim pa, da je še en drug ukrep, neke kontrola bank, ne, da banke ne bodo mogle, ne vem, poslovati tako, kot bi jih tele in podobne zadeve in tale davek na transakcije bo celo se pravi, da se bo Evropa celo krepila, ne, finančno. Inšpekcijo posameznim bankam, kjer bo sum kakšnega nepravilnega delovanja. Lahko pošlje inšpekcijo in bo morali odpreti celotno upravo. Ne? Evropa se nekako centralizira pri vzvodih moči in financ tudi, ne? No, to je tudi v tej krizi. Preči zlorabe, ne? V tem smislu. Seveda vedno vprašanje, dokot to potem bodo posamezne države to tolerirale. Do zdaj ravno neke posebne volje za to ni bilo, ne? Vedno je pač
ta strah za izgubo suverenosti bil velik, no mogoče bo pa kriza na tem področju le koristna. Torej, kako bi zaščitili v Sloveniji res tiste, ki so najbolj ubogi, kot smo slišali, en taki bolj obupani glas gospe, ki prejema pokojnino, in da potem tisti denar, se pravi, ki je, res razdelimo med najbolj uboge, med delavce, med tiste, ki prejemajo pokojnino, in potem se mi gremo z ostalim pač denarjem neko življenje naprej. To je kaj takega možno? Možno, ker slovenska politika ve dobro, kaj bi bilo dobro za vse. Ne? To vedo. Ne? Ker pa je veliko teh osebnih interesov, pa razmišljam, kot sem rekel v začetku, ne, da meni vidijo prednost za sebe v totalitarni kontroli gospodarstva in politike, drugi v divjem kapitalizmu, v tem liberalni smeri. Rešitev je pa res zainteresiranje za vse državljane in da to, kar imamo, kapitala, da se vloži v Slovenijo in se v Sloveniji sproži nova dodatna vrednost. Ne? Ker to, kar zdaj počne slovensko gospodarstvo, to je premalo tiste visoke dodatne vrednosti. Pokojni predsednik Nove Slovenije Bajuk mi je rekel, da v Sloveniji, takrat, ko je on bil finančni minister, obstaja 5 vrhunskih podjetij, ki imajo nad 70% dodatne vrednosti. Vse drugo je pa nižje, ne? In pa s tem jaz lahko kot finančni minister računam na priliv v budžet. In to pa pomeni doma organizirati vrhunsko znanstveno delovanje, potem organizirati podjetja, ki bodo ustvarjala totalno nove proizvode in sprožiti mrežo, da je to na slovenskem prostoru, da tukaj ustvarja to, ne pa iti ven. Ne. To so te stvari, ki so izvedljive in ki na srednji rok sigurno bodo povečale torej kakovost pa raven življenja v Sloveniji. Počasi moramo zaključiti. Bi dali Alešu še profesorju, doktorju besedo kot zadnja beseda. Janez je nekaj povedal za rešitev. Še mogoče vi, gospod profesor? Pravzaprav se v glavnem strinjam z patrom Srako. Ne bi pa še enkrat ponovil, da pri vseh teh ukrepih za zagon gospodarstva mislim, da je bilo do zdaj premalo narejenega, predvsem na tem, da se ravno pri teh najšibkejših vsaj da se pokaže neko sočutje do njihovega položaja, ker se mi zdi, da so bili vsi ti ukrepi razloženi na način, ki vsaj z vidika predstavitve ni bil ustrezni. To je še poglobilo jezo ljudi. Je pa to ne samo naš problem, ampak je problem kar širši. Mislim, da se večina evropskih držav z njim srečuje. Res sočutja je bilo do zdaj premalo. No, počasi bomo tudi mi končali to naše srečanje in pogovor. Dragi gledalci, mi se bomo od vas poslovili. Razmišljali smo o mestu nas, kristjanov, v današnjem kriznem svetu, bodisi v Evropi, malo poskušali razumeti dogajanje tudi tukaj pri nas in se bomo s temi mislimi od vas poslovili. Vsekakor pa se vsi trije strinjamo z zadnjo mislijo doktorja Mavera, da bi bilo potrebno zaščititi tiste najbolj uboge. Prav
tiste, ki imajo najnižje dohodke, postaviti nek limit in najprej poskrbeti za njih, da bi lahko živeli dostojno življenje, in potem še reševati, bi rekel, tiste, ki imajo mogoče v tem trenutku več ali pa veliko več. Hvala lepa, da ste bili z nami in Božji blagoslov vam želimo in ostanimo tudi eni redkih tistih, ki se ozirajo na Boga in na Božje zapovedi in na Božjo besedo. Lahko noč.